damo tistim, ki delajo primerno mesto v družbi in tudi čast in veljavo, nekaj te izraze uporabim. Mislim, da v Sloveniji še vedno neka miselnost, ko se jemlje tiste, ki delajo predvsem kot davkoplačevalce, tiste, ki naj zbirajo denar za državni proračun, ne pa kot tiste, ki jim je treba ustvariti pogoje za normalno delo, da bo čim več ljudi imeli delo in da bomo na koncu od dela vsi čim bolje živeli. Tudi ključna usmeritev v okviru same Evropske ljudske stranke gre za to, da se je potrebno odgovorno ravnati, znati upravljati z javnimi financami, predvsem pa ustvariti pogoje za delo in pa za ustvarjanje nove vrednosti. Zagotovo je na regionalnih območjih, kot je vaše, zelo pomembna infrastruktura. Mislim, da je ta problem manjka ceste proti Ormožu eden od večjih problemov, neke hitre ceste, ki bi tudi Ormož, podobno kot je Prekmurje, pa če hoče tudi Ljutomer že bližje avtoceste, odprle te prometne tokove. Po drugi strani pa mislim, da je tudi na področju kmetijstva, obrti, turizma cela vrsta priložnosti, znotraj katerih bi lahko napredovali v nadaljevanju. Ena od velikih tem, ki je delno izkoriščena v vašem okolju, je sama izraba vode. Gre za pomembno rabo vode tudi v kmetijstvu. Energetsko vemo, da je Drava v tem primeru izkoriščena. Sam sem pa imel tudi to možnost, da sem tudi sodeloval pri širitvi teh namakalnih sistemov ob Dravi in tu mislim, da je na področju zelenjave, kjer je tudi ena od večjih deficitarnih panog znotraj kmetijstva, tudi veliko priložnosti za nova delovna mesta. Tako da v osnovi se mora politika zavedati, da živimo od dela, ne od birokratov, od birokratiziranja, ustvarjanje vedno novih ovir in v tem delu smo tisti, ki smo tudi že delali na lokalnem nivoju, mislim, da eni od večjih poznavalcev teh tem in tudi se na tem področju poskušamo v državnem zboru marsikdaj zaustaviti kakšno neumnost. V zadnjem času nam je na primer uspelo nesprejemljiv nepremičninski zakon, davek na nepremičnine tudi v tem primeru zaustaviti, ki je bil tipičen primer, ki so enostavno tisti, ki vodijo države, pogrnili na izpitu, kajti resnično ne poznajo svoje države in so bili naredili celo vrsto napak. Ja, včasih dobiš občutek, da ti ljudje, ki vodijo državo, sploh ne vejo, v kakšni državi živijo in se niti ne zavedajo, s kakšnimi nizkimi prihodki pravzaprav razpolagajo ljudje, ki dobesedno životarijo. Tako je. Sam živim na vasi. Starši so celo življenje kmetovali, tudi sam še kmetujem danes. Živim med preprostimi ljudmi, kjer se vsi zavedamo, da je treba od dela živeti in tudi ustvariti. In delil sem to izkušnje najprej na lokalnem nivoju kot župan in ko sem županoval v občini Krško, sem se vedno zavedal, da je tisti, ki ustvarja, tisti, ki prihaja v tvoj prostor, sem ga vedno imenoval gospod investitor. In temu primerno se bi moral na celi ravni tudi obnašati, če hoče državni aparat, občinski aparati in resnično spodbuja to, da bomo čim več ustvarili in od svojega dela živeli in od tega dela tudi znali ustvariti pogoje za tiste, ki so porabniki javnih sredstev, bodisi v zdravstvu, sociali, v športu. Tudi to, kar se nam dogaja v slovenskem političnem prostoru, da v političen prostor na vodilne funkcije prihajajo ljudje, ki niso imeli doslej še nobenih izkušenj, bodisi v občini, krajevni skupnosti, v podjetništvu, je na nek način ovira, kajti sam ocenjujem, da je nujno imeti te izkušnje na lokalnem nivoju. V Nemčiji vedno radi rečejo, da ne moreš postati državni politik, če nisi prej komunalni politik, kot oni pravijo. Na drugi strani pa delim mnenje, žal danes že pokojnega kolega župana Kristjana Janca iz Sevnica, s katerim sva kar nekajkrat modrovala, da bi pa drug pogoj za politiko dala pa ta, da bi človek moral vsaj 5 let delati v gospodarstvu, da bi vedel, kako se denar ustvari, da ga potem znaš tudi racionalno trošiti. In mislim, da so to dve ključni stvari in pa zagotovo tretje, kar je poštenje, tako kot življenje, kot v politiki, kjer je tudi marsikdo v slovenski politiki na celi črti pogrnil. Na teh področjih mislim, da bo potrebno v prihodnosti veliko narediti in enostavno, če bomo tu drugače delovali, bo tudi slovenska politika učinkovitejša in bomo Slovenke in Slovenci lepše živeli. Torej, polni ste idej in verjetno tudi polni upanja za volitve. Sam sem po naravi vedno optimist. Moram reči, da mi je doslej tudi uspel na nek način to, kar nam je uspel na tej listi, da sem ljudi vedno spravljal skupaj in nikoli razdvajal.
Zato sem ponosen na to listo, kjer so se dve stranki združili in verjamem, da bi tudi na izkušnjah, ki jih imamo tisti, ki smo na teh listah, kakor tudi na izkušnjah Evropske ljudske stranke, lahko veliko dobrega naredili za Slovenijo in to se bo po 25. maju tudi zgodilo. Hvala lepa, gospod Bogovič. Hvala.